Lepo pozdravljeni v prvem izmed številnih videov na temo finančne pismenosti za najstnike in odrasle. Sem Marko Tomanič, ustanovitelj in predsednik Cashflow kluba Bogati očka, kjer s pomočjo mentorja Roberta Kiyosakija, njegove knjige Bogati očka, revni očka in pa iger Cashflow ter Abundance poučujemo tako najstnike kot odrasle, da se naučijo, kako deluje denar in kako lahko sami poskrbimo za boljšo finančno prihodnost. V tem prvem videu se bomo lotili teme izobrazbe. Vsi vemo, da je izobrazba izjemnega pomena, saj z njo lahko danes številni ljudje, številni predstavniki odraslih generacij ustvarjajo svoj denar. V osnovi poznamo 3 vrste izobrazbe in prva izmed njih je osnovna izobrazba, pri kateri seveda vsak od nas gre v osnovno šolo, kjer pridobi neka osnovna znanja pisanja, branja, risanja in pa določenih številnih zadev. In po zaključeni osnovni šoli se nekako odločimo za poklicno izobrazbo, to je za nekaj, kar nas veseli in kar bi radi ustvarjali kot poklic, se zaposlili in s tem služili tudi naš denar. Ob teh 2 izobrazbah, kot sta osnovna in pa poklicna izobrazba, pa je šolski sistem pozabil na eno zelo pomembno izobraževanje oziroma izobrazbo. Govorimo o finančni izobrazbi. Zdaj, verjamem, da so vas o denarju veliko naučili starši ali šola. Ne drži, ne? Torej, moje vprašanje zate je, kaj so te o denarju naučili starši oziroma kaj te je o denarju naučila šola? Če si tako kot jaz opravil osnovno šolo in pa neko poklicno izobrazbo, so ti verjetno ves čas govorili, da se pridno uči, po možnosti napravi diplomo ali pa doktorat, kasneje si najdi varno in pa dobro plačano službo, varčuj, investiraj na dolgi rok v raznorazne delnice, vzajemne sklade, življenjska zavarovanja, obveznice in tako naprej. Plačuj davke, seveda ne zadolžuj se, kar ti to je slabo, ustvari si družino, zgradi hišo ter se po 30 do 40 letih dela upokoji in živel boš srečno do konca svojih dni. Toda ta pravljica nekako ne drži več. Morda je to veljalo v industrijski dobi do leta nekje 1990 ali pa še 2000. Če pa danes pogledamo naše starše in pa osebe, ljudi, ki se upokojujejo danes ali pa v zadnjih 5 do 10 letih, pa bomo ugotovili, in tudi verjetno sami ste že, da ti ljudje ne živijo srečno, saj enostavno se preživljajo, kajti imajo prenizek dohodek oziroma pokojnino, da bi lahko živeli svoja življenja, kot so jim obljubili, do konca svojih dni. Vse nas so naučili o denarju bore malo. Morda so nas naučili, da gremo v službo, delamo za zaslužene prihodke oziroma denar, plačamo davke, in potem imamo določene stroške, katere zapravimo, kupimo hišo, avto in pa gremo na počitnice, ter nam tako živimo iz meseca v mesec in seveda ponovno gremo v službo in ponovno dobimo svojo plačo in tako 30 do 40 let. Pri nas vas bomo naučili, kako lahko v štartu, v začetku, ko se zaposlite, začnete pravilno tako izpolnjevati svoje finančno poročilo in skrbeti za to, da boste lahko v 5 do 10 letih zapustili ta začarani krog odvisnosti od službe in se morda predčasno upokojili. Pa poglejmo, kaj so nas naučili. Primer smo naredili iz povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec januar 2022, ki je znašala 1793,43 evra. In to bomo vpisali med prihodke, zaslužene prihodke v naš izkaz, finančno poročilo.
Seveda imamo tudi določene prispevke in pa davke, skupaj na to bruto plačo nekje 589 evrov in 12 centov, ki jih vpišemo v naše odhodke ali stroške. Tukaj v tem desnem kvadrantu imamo pa finančno poročilo o denarnem toku, ki je izjemnega pomena. Torej imamo nekaj stolpcev, v prvem stolpcu imamo torej našo plačo, pasivnih prihodkov zaenkrat še nimamo, o tem bomo govorili v nadaljevalnih videih. Imamo torej skupne prihodke 1793 evrov in če odštejemo naše davke v višini 589,12 evrov, nam ostane 1204 evri za naše življenje. Seveda je to kar lepa cifra, če znamo z denarjem pravilno ravnati. A vendarle, lahko vam povemo, da obstajajo tudi drugačni in pa boljši načini za ustvarjanje denarja in za zgodnejšo upokojitev. Vprašanje je, zakaj nas v šoli o tem ne poučijo. O tem bomo govorili v enem izmed naših naslednjih videov. V naslednjem videu bomo govorili o 3 vrstah prihodkov in kako bi lahko mi naše zaslužene prihodke, ki smo jih spoznali danes, torej našo plačo oziroma ostanek od naše plače, znali in se naučili pravilno investirati, tako da bi nekega dne lahko bili rešeni tega začaranega kroga oziroma podganje dirke. Za več informacij nam sledite na YouTubu, link imate prilepljen spodaj. Se vidimo v naslednjem posnetku.